Sicer pa je mogoče zdaj ta uvod dovolj, da lahko najavim goste današnjega webinarja in sem zelo vesela, da so se vsi na naše povabilo tudi odzvali. In sicer najprej med nami pozdravljam dva dijaka, in sicer maturanta Tamaro Kolerič in pa Domna Bogdana iz gimnazije Franceta Miklošiča Ljutomer. Pozdravljena, mogoče vam lahko na začetku povem, da sem vaju včeraj celo že spoznala na televiziji, se mogoče je še kdo vaju včeraj tam zasledil, bom rekla, sta verjetno zelo oblegana v tem času in sem zelo vesela, da sem vaju našla in da sta se odzvala na moje vabilo. Namreč Tamara in Domen sta sodelovala na mednarodnem tekmovanju mladih znanstvenikov naravoslovnih ved za svojo raziskavo, in sicer pilotne meritve mikroplastike v sladkovodnih ribah rdeče okah v porečju reke Mure na območju Slovenije, in za svoje delo prejela zlato medaljo pod mentorstvom profesorice biologije iz gimnazije dr. Marije Mežnarič. Tako da jaz bom zdaj predala besedo, oder Domno in Tamari in jih mogoče prosila, da se tudi še na kratko predstavite. Izvolite. Zdravo, torej midva sva Tamara in Domen iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, 4. letnik, in danes vam bova predstavila izsledke najine raziskave, ki sva jo torej naredila s pomočjo dveh mentoric, dr. Marija Mežnarič, profesorica biologije na naši šoli, in pa dr. Mance Kovač-Viršek iz Inštituta za vode Republike Slovenije. Ali ste že slišali za gromozanski plastični otok v Tihem oceanu? Ali pa za težave, ki jih imajo želve zaradi slamnic? Morda ste slišali, da ribe to plastiko velikokrat tudi pojedo. No, kot veste, v zadnjih letih mediji veliko pozornosti namenjajo problemu onesnaževanja okolja s plastiko in tako širijo ozaveščenost o njenih negativnih vplivih. Medtem pa problematika mikroplastike ostaja skrita. No, ravno to pa nas je pritegnilo k podrobnejšemu raziskovanju te tematike. Odločila sva se izpeljati pilotske meritve mikroplastike v ribah rdeče okah v porečju reke Mure. Z raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti količino mikroplastike v ribah rdeče okah v porečju reke Mure na območju Slovenije in izvedeti, katere dejavniki imajo pri tem največji vpliv. Pred raziskovanjem sva si zastavila 4 hipoteze. Prva, da količina mikroplastike v ribah narašča z velikostjo rib. Druga, da se po toku reke Mure navzdol povečuje količina mikroplastike na ribo. Tretja, da ribe vsebujejo različne oblike mikroplastike, torej vlakna, fragmente, pene, pelete in granule. In pa zadnjo, da je količina mikroplastike večja v ribah iz stoječih voda in manjša v ribah iz tekočih voda. Prvo pa moramo vedeti, kaj mikroplastika sploh je. Torej, mikroplastika predstavlja nek globalni problem. Nastane z razgradnjo plastike na manjše delce in sicer velikosti od enega mikrometra do 5 milimetrov. Delimo jo na 6 kategorij, ki jih vidimo na prosojnici. Torej vlakna, fragmenti, filmi, peleti, pene in granule. Glavni vir onesnaževanja oceanov z mikroplastiko je kar 70% vse mikroplastike v oceane pride iz rek. V te pa mikroplastika pride z odplakami iz industrijskih obratov, s neposrednim izpustom vodne poti, čistilnimi napravami, padavinami in tako dalje. Največji onesnaževalec pa so gospodinjstva, saj na primer pralni stroji iz oblačil odstranijo ogromno sintetičnih vlaken v odpadno vodo. No, mikroplastika pa ima veliko negativnih vplivov na organizme. Delimo jih na fizične, to so na primer mehanske poškodbe, iluzija sitosti, poslabšanje imunskega sistema, potem na kemijske, to so ta organska onesnaževala in aditivi, ki so dodani plastiki in so škodljivi, ko se enkrat začnejo izločati v notranjosti organizmov, in pa potem še biološke, to pa so bakterijski patogeni organizmi, kot je na primer Aeromonas salmonicida, ki povzroča furunkolozo. No, le mesec nazaj pa so mikroplastiko prvič odkrili tudi v človeški krvi, pri čemer so ti znanstveniki to odkrili pri skoraj 80% testiranih ljudi in to odkritje kaže, da lahko delci potujejo po telesu in se zadržujejo v organih, to pa bi lahko povzročilo resne zdravstvene težave. Torej, uporabila sva različne metode dela. Najprej sva izbrala vrsto rib in lokacijo ulova, nato sva vzorce analizirala v laboratoriju, zatem sva delcem določila kemijsko sestavo, nazadnje pa sva še naredila statistično analizo.
No, sladkovodno ribo, rdeče oko oziroma Rutilus rutilus, pa sva si izbrala zato, ker se pojavlja tako v tekočih kot stoječih vodah, zato, ker je vsejedka in zato, ker je ni težko uloviti. Izbrali smo si 5 lokacij ulova. Sladki vrh, Zgornje Konjišče, Hrastje Mota, Gajševsko jezero in Krapje. Pazila sva, da so lokacije enakomerno razporejene po toku reke Mure. 3 lokacije, Sladki vrh, Hrastje Mota in Krapje, se nahajajo neposredno na toku reke Mure. 2, Zgornje Konjišče in Gajševsko jezero, pa sta umetni jezeri, vendar vseeno spadata v porečje reke Mure, saj se voda iz Gajševskega jezera izliva v Muro, jezero v Zgornjem Konjišču pa Mura velikokrat poplavi. Vključila sva tudi lokacije večjih industrijskih obratov oziroma mest ter čistilnih naprav, saj me je zanimalo, če imajo kakšen vpliv na količino mikroplastike. Torej, po ulovu sva ribe takoj stehtala, izmerila njihovo dolžino na centimeter natančno, potem sva jim odstranila drobovje in seveda tudi tega stehtala. Drobovje sva odmrznila, ga razgradila v 10% raztopini kalijevega hidroksida in 3 dni inkubirala na sobni temperaturi, nato pa sva to razgrajeno vsebino kozarca prefiltrirala z nučo. Pripravljene vzorce sva potem s pomočjo pincete prenesla v petrijevke, jih razdelila na četrtine za boljšo preglednost, ustrezno označila in potem sistematično pregledala pod stereo mikroskopom. Pri tem sem opazila, da ni prišlo do kontaminacije iz zraka in pa to pregledovanje vzorcev je bil zelo dolgotrajen in zelo temeljit proces, saj sva en vzorec pregledovala približno 60 minut, pregledati pa sva morala kar 50 vzorcev. Po fragmentu, ki so jih odkrili, na Inštitutu za vode Republike Slovenije določili kemijsko sestavo z infrardečim spektrometrom. Za potrditev oziroma zavrnitev hipotez pa sva seveda morala narediti tudi statistično analizo, pri tem sva si pomagala z programom Excel in pa z ANOVA testom in T-testom. Zdaj pa pogledamo rezultate. Torej, mikroplastične delce sva iskala v 50 vzorcih rtečev, ulovljenih med 17. in 25. oktobrom leta 2020. Po konsultaciji z mentoricama sva se odločila, da bova na vsaki izmed 5 lokacij vzela po 10 vzorcev, da bodo podatki res merodajni in bova iz njih lahko potegnila neke zaključke. Torej, mikroplastiko je vsebovalo kar 94% rib. Našla sva 239 delcev mikroplastike in sicer 2 od 6 kategorij. To so bila vlakna in fragmenti. No, našla sva 230 vlaken različnih barv, dolžin in oblik in na fotografijah so vlakna, ki so slikana na prvotnem filter papirju, torej na tem, ki sva ga pregledovala pod stereo mikroskopom in vidimo lahko, da sva nekatere delce na desni strani odkrila z lahkoto, spet druge na levi pa malo težje, ker so bila skrita v organski snovi. Smo odkrila 9 fragmentov, to so delci nepravilnih oblik, ostrih robov in pisanih barv. Ker so po fragmenti zanimivejši delci, smo jih na Inštitutu za vode Republike Slovenije, kot že rečeno, pregledali z metodo Fourier transform infrardeča spektrometrija. Torej, polimerne materiale na osnovi ogljika smo s to metodo z lahkoto analizirali, saj imajo različne kemijske vezi, specifične vibracijske značilnosti, zaradi česar udajajo specifične spektre, ki ločujejo plastiko v drugih organskih in anorganskih snovi. Dobljene spektre smo primerjali s spektri v knjižnici spektrov polimerov in jih tako uspeli identificirati. No, da lahko z gotovostjo trdiš o neki kemični sestavi delca, mora ujemanje s tistim v knjižnici spektrov biti vsaj 70%. No, pri nas je bila ujemanja zelo visoka, tam okoli 98%. Na prosojnici pa imamo primer spektrografa, ki nam pove, da je roza delec na levi po kemični sestavi polipropilen. No, zdaj pa na analizo rezultatov. Torej, na levem grafu lahko vidimo, da je količina mikroplastike v odvisnosti od teže rib. R² faktor je zelo visok. Korelacijo pa so ugotovila tudi med količino mikroplastike in dolžino rib. Tudi tukaj je R² faktor zelo visok, a vseeno nižji od prejšnjega grafa. Torej, po upravljeni statistični analizi z ANOVA testom sva ugotovila, da se količina mikroplastike med lokacijami statistično značilno ne razlikuje. Tako lahko sklepamo, da slovenske čistilne naprave in industrijski obrati nimajo izrazitega vpliva na količino mikroplastike. Kot rečeno, sva našla 2 od 6 kategorij mikroplastike, to so bila vlakna in fragmenti. Vidimo, da so povsod močno prevladovala vlakna, saj je njihov delež na vseh lokacijah okoli 95%. Iz tega lahko sklepamo, da na količino mikroplastike res najbolj vplivajo gospodinjstva, torej pralni stroji, saj je bilo bistveno največ vlaken. No, na drugem grafu pa lahko vidimo, da se količina fragmentov po toku reke Mure navzdol povečuje.
No, preverjali smo tudi količino najdene mikroplastike v tekočih in stoječih vodah. V izvedbi ANOVA testa smo ugotovili, da se količina mikroplastike na ribu statistično značilno med stoječimi in tekočimi vodami ne razlikuje. No, prvo hipotezo sva potrdila, saj sva ugotovila korelacijo količine mikroplastike z dolžino in težo rib, torej R faktor je bil zelo visok. Drugo hipotezo sva zavrnila, saj sva ugotovila, da ni statistično pomembne razlike količine mikroplastike med lokacijami na morjih. Sicer pri tej hipotezi sva upoštevala le lokacije, ki se nahajajo neposredno na toku reke Mure, torej, kot sem že omenil, Sladki Vrh, Krasje Mota in Krapje. Tretjo hipotezo sva potrdila, saj so ribe res vsebovale več različnih kategorij mikroplastike, a sta to bile torej le vlakna in fragmenti, dve kategoriji. Četrto hipotezo pa sva zavrnila, saj sva ugotovila, da podatki o količini mikroplastike v tekočih in stoječih vodah niso statistično značilno različni. To sva dokazala s testom, ki podobno kot ANOVA test preverja domneve o enakosti dveh povprečij. Torej, do začetka leta 2020 je bilo v Evropi narejenih samo 6 študij ugotavljanja mikroplastike v sladkovodnih ribah. Majhna količina raziskovanja na tem področju nam je dala vedeti, da je ozaveščenost o tej temi izjemno slaba. Iz tega razloga sva ugotovitve raziskovalne naloge poslala čim več ljudem, med drugim lokalnim ribičem, medijem in okoliškemu prebivalstvu. Prav tako sva se s sodelovanjem Inštituta za vode Republike Slovenije lotila pisanja mednarodnega članka, ki bo objavljen v znanstveni reviji. No, povabljena sva pa bila tudi v parlament, kjer sva na seji predstavila najne ugotovitve in prispevala k sprejetju zakona o prepovedi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Bila so tudi na številnih državnih televizijskih programih in radijih, dosegla pa so tudi, kot že omenjeno, zlato priznanje na svetovnem tekmovanju International Conference for Young Scientists. Posledično se je število raziskav, ki se osredotoča na mikroplastiko, povečalo, kar nam je dalo vedeti, da je najna raziskava pomembno prispevala k reševanju omenjenega oziroma tudi raziskovanju omenjenega problema. Torej, količina najdene mikroplastike je zelo zaskrbljujoča, zato menimo, da bi se s to problematiko morali začeti takoj spopadati, drugače bo kmalu prepozno. Vsak posameznik lahko izboljša situacijo s tem, da na primer preneha uporabljati plastiko za enkratno uporabo ali pa ne pere oblačil po nepotrebnem. Najno raziskovanje je le majhen korak k družbeni spremembi, h kateri stremimo, ko bomo ljudje našli alternative plastiki, ki ne bodo onesnaževala okolja, škodile živalim in posledično tudi nam samim. Hvala za vašo pozornost. Super, hvala obema. Zdaj pa seveda odpiram tudi diskusijo. Se mi zdi, da je bila tema zelo aktualna, raziskava zelo zanimiva. Tako da bom najprej dala možnost in povabila vse udeležence, da mogoče Domno in Tamari zastavijo kakšno vprašanje. Jaz bi mogoče najprej Domno in Tamaro pohvalila, ker je bila res odlično sta tole pripravila in sem res vesela, da sta se priključila našemu temu projektu s tem vajno zanimivo prezentacijo, pa čestitala za zlato medaljo, obenem bi vaju pa povabila in še vse dijake vaše gimnazije ali pa tiste, ki jih poznata, ki sta jih srečala v tem času, ko sta se z njimi ukvarjala, na naše tekmovanje, ki smo ga na začetku predstavili, tako da tekmovanje ni namenjeno vsem tistim, ki so do zdaj sodelovali na webinarjih, ampak prav lepo vabljeni še vsi tisti, ki jih vidva poznata, vaša gimnazija, vaši kolegi in vsi ti, ki jih skrbi ta problem mikroplastike. Toliko z moje strani. Hvala, bomo povedala. Vidim, da se je pridružila tudi vaša mentorica. Ja. Mogoče lahko vas prosim za kakšno besedo. Tako zelo ambiciozno ste si zastavili ta cilj in ga tudi zelo suvereno in res kvalitetno izvedli. Mogoče en kratek komentar še iz vaše strani. Ja, Tamara pa Domen sta dijaka, ki se stvari znata lotiti, sploh če potem imata še kakšen dodatni namig, v katero smer, ne. In potem praviloma vse take probleme znata odlično rešiti. To je definitivno na prvem mestu. In torej samo kakšna majhna spodbuda jo zna potem usmeriti res na ta pravo pot, kar se je na koncu potem tudi res izkazala.
To je ključno, no, lotili pa smo se seveda te teme res z namenom, ker je prvič izrazito pereča, neraziskana. Šli smo konec koncev na Muro, za katero niti približno ne bi rekli, da bomo našli mikroplastiko, tako da smo tu res bili čisto vsi po vrsti presenečeni. In že z tega stališča ti da marsikaj potem glede tega za razmislek in skratka, stvari se res treba lotiti, da se enostavno v okoljih ne kopiči zadeva, pa stopnjuje naprej. Da jo ne nazadnje potem res odkrivamo celo v takih rekah, kjer niti približno kaj takega še ne bi pričakovali. Jaz mogoče začnem še diskusijo. Hvala, gospa Meznarič. Bi pa mogoče diskusijo začela z vprašanjem za vaju, Tamara in Domen. Zakaj sta si izbrala mikroplastiko? Ali sta pač, ne vem, je to bil sprehod ob Muri, ali so bili to zgolj mediji, ali je to okolje, v katerem živite? Kaj vaju je spodbudilo k temu? Ne vem, pač za mikroplastiko smo že prej večkrat slišala, ker pa sva se že v drugem letniku pogovarjala, da pač nekaj naslednjem letu moramo raziskovati za maturitetne naloge in to. Sva torej pomislila na mikroplastiko. Vendar pa sva slišala le za mikroplastiko v oceanih, torej, ne vem, v ribah, v brancinih, uradah in tako dalje. Potem pa se nam je porodilo vprašanje, če mikroplastika obstaja tudi v sladkih vodah, in ko smo malo raziskovali na internetu, sva opazila, da praktično ni raziskav, kot smo že omenila. Do leta 2020 je bilo v Evropi narejenih le 6 študij ugotavljanja količine mikroplastike. In ker živijo v bližini reke Mure, s katero je še posebej Tamara zelo povezana, smo nekako se na koncu odločila za to reko in torej ribe iz Mure. In ja, torej to je to. Ja. Imate tudi mogoče že kakšne načrte za nadaljnjo raziskavo, za naprej, ali boste zdaj tukaj sedaj pri maturi posvetila pa kasneje? Midva smo zaenkrat to raziskavo zaključila, ampak smo pa spodbudila mlajše letnike iz 3. letnika, torej tudi oni zdaj raziskujejo problem mikroplastike, torej te raziskave se bodo 100% nadaljevale, ampak mogoče ni ravno pri nama. Ja, seveda gre tudi, mislim, smo to raziskavo precej poglobili, saj smo, kot že omenjeno, napisali še znanstveni članek, v sklopu katerega smo še naredili dodatne kemične analize, torej določenega deleža vlaken in tako uspeli ugotoviti njihovo kemično sestavo. Ja. Super, jaz se priporočam potem za članek, ga bom z veseljem prebrala. Tako da, ja, vidim, da imamo vprašanje. Gospa Anica Hartmann. Ja, jaz ti najprej čestitam za obema dijakoma in tudi Marija tebi, res ste predstavili krasno in tudi naredili. Imela bi pa samo eno vprašanje, mogoče sem preslišala. Mene zanima čisto tehnično, kako ste vi lovili te rdeče oke v Muri? Kak način ulova ste imeli? Ja, torej, prvo žetje septembra smo ujela, mislim, smo prosila ribiče, da so nam ujeli več različnih rib iz tega okolja. Torej, to so bile razne roparice, smuč, rdeča oka, zelenka in tako dalje. In potem smo se nekako odločila, ker smo mogla na vsaki lokaciji imeti določeno število vzorcev, da bova zelo težko dobila 10 roparic iz ene lokacije oziroma iz 5 lokacij. In na koncu smo se potem odločila za rdeče oko. Torej, te pa so nama ulovili ribiči, ki torej midva sama poznala, in ribe so ulovili z navadnimi ribiškimi palcami, pa vabo, beli črv. Sicer pa jaz upam, da sta vidva predstavljala tudi eno tako dobro spodbudo za vse dijake, da se bodo v nadaljevanju lotili tudi tega našega izziva v ustvarjanju videa, svojih lastnih raziskav, ki se mi zdi, da res so mogoče za širšo javnost in za ozaveščanje ljudi res zelo pomembne. Tako da hvala lepa še enkrat obema. Vaju pa seveda vabim, da še nadaljujeta torej s poslušanjem na današnjega webinarja.